Dobrodošli, to je Oddaja z Morem. Obiskali smo strokovni posvet Postani športnik. Naš novinar Matic Burazer se je preizkusil v Boči. Tokrat bo v naši družbi tudi odlična smučarka Anja Drev. Zveza za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite in Lidl Slovenija sta v okviru programa Postani športnik v Mariboru pripravila strokovni posvet, na katerem so strokovnjaki s področja izobraževanja, športa in integracije invalidov v športne aktivnosti spregovorili o različnih vidikih uspešnega izvajanja programov športa invalidov. Z udeleženci posveta, ki so prihajali iz izobraževalnih ustanov, športnih klubov in občin iz Savinjske, Pomurske in Podravske regije, so delili primere dobre prakse vključevanja otrok z različnimi oviranostmi v športne aktivnosti v lokalnih skupnostih. Stanje na področju izobraževanja bodočih pedagogov je predstavila izredna profesorica dr. Tjaša Filipčič iz Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je o posvetu povedala. Izjemni predavatelji, vsak je povedal tudi primere dobre prakse. Izpostavili smo pa naslednje, da vsi deležniki morajo igrati pomembno vlogo. V prvi meri tukaj športnik invalid, ki mora biti odgovoren in biti tudi zelo aktiven in pa neposreden v tej vlogi. Potem sigurno vsi tisti, ki delujejo ali kot trenerji, vzgojitelji, učitelji, skratka, da prepoznajo, da so kompetentni pri svojem delu. Potem sigurno zelo pomembno vlogo imajo starši, ki so prvi podporniki in ki postavljajo gibanje, šport kot vrednoto na tem področju, in pa nenazadnje seveda tudi država, ki omogoča poti sofinanciranja, podporne sfere. Posvet in celoten projekt Postani športnik močno pozdravlja in podpira tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki ga je v Mariboru kot ena izmed govornic zastopala direktorica Direktorata za šport Poljanka Pavletič Samardžija. Ja, vsekakor je bila današnja tema čudovita tema. Gre za izredno kakovosten projekt, ki si ga želimo tudi na področju športa neinvalidov. Zvedeli smo, čeprav se ukvarjamo s športom invalidom, marsikaj novega, kar bo zagotovo odlična osnova tudi za pripravo naprej drugih projektov, in vedno se na takih posvetih izve nekaj, kar nam potem mora služiti za to, da lahko nadgradimo to, kar počnemo. Od prvega posveta v Ljubljani je minilo leto dni. O tem, kaj se je do danes zgodilo in kaj projekt prinaša, pa smo nekaj besed izmenjali tudi s podpredsednikom Zveze za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite in vodjo programa Postani športnik Gregorjem Gračnerjem. Ja, malo, ko je bil končan tale današnji posvet, me je nekako en del mene nekako seglo nazaj pred enim letom, ko je bil posvet v Ljubljani. Moje osebno mnenje je, da je tukaj bil v tem Mariboru bistveno bolj večji izplen iz tega posveta, kajti bilo je veliko takih govorcev, ki so znali jasno prikazati, kaj je namen današnjega dne, in pa tudi veliko slušateljev je bilo, ki že poznajo to in so se znajdli v nekih zagatah, in z današnjim dnem, da verjamem, da bojo tudi neke stvari se premaknile iz mrtve točke, kar je pa najbolj pomembno, da je bil predstavnik mestne občine Maribor, podžupan, tukaj, kjer je dal pozitivni signal, da bojo stali ob strani, v tem primeru šport invalidov na mariborskem koncu. Za sklepno misel o posvetu in napredku projekta Postani športnik pa smo za konec prosili še Tino Cipot, vodjo službe za korporativno komuniciranje pri Lidlu Slovenija. Pogovarjali smo se zelo konkretno o nekih rešitvah, ki bi bili za to lokalno občino ali pa za lokalne skupnosti tukaj primerne. Pokazala se je energija, da se nekaj spremeni, nekaj popravi. Začne in konča se pri vsakem posamezniku, se pravi, da ne gremo domov z željo, da nekaj spremenimo, potem pa na to pozabimo. In mislim, da smo na strokovnem nivoju naredili neke konkretne, bom rekla, razsvetlitve in hkrati mogoče dali neko motivacijo, energijo, da res se tukaj najde zdaj
neka sinergija, neka želja, da skupaj nekaj premaknemo, ker če bo vsak na svojo stran vlekel, itak ne bomo nikamor prišli. Oziroma odkar poteka program Postani športnik, smo se pravzaprav dobili samo enkrat v Ljubljani. Predtem, preden je postal program Postani športnik, sem pa tudi jaz danes prvič slišala, je bilo že kar nekaj poskusov, da se stvari na lokalnem nivoju, na lokalni ravni spodbudijo v večjo mobilizacijo pravzaprav invalidov v šport. Jaz mislim, da program Postani športnik deluje na tako dodelanih stebrih, se pravi, vemo, s kom se moramo začeti ukvarjati. Ukvarjamo se starši, ki morajo dobiti dovolj informacij, ki morajo na nek način tudi otroke spustiti iz rok, ki morajo biti tisti prvi motivator svojemu otroku, da se začne ukvarjati s športom. Ukvarjamo se s športnimi pedagogi, s šolami, z ravnatelji nenazadnje. Ukvarjamo se z lokalnimi društvi, ki bodo ali ustvarili neke svoje društva, ki bodo se ukvarjali izključno samo športom invalidov, ali pa bodo znotraj nekega že obstoječega športnega društva našli način, kako narediti inkluzijo, se pravi, da bodo znotraj svojega društva že začeli izvajati nek program. Ukvarjamo se nenazadnje z medicinci oziroma zdravniki, ki so tisti, ki verjetno pred staršem prvi rečejo, ful bi bilo dobro, da se otrok ukvarja s tem, zato da bo njegov telesni razvoj in tudi nenazadnje motivacijski element v odraščanju izpolnjen. Ukvarjamo se z različnimi stvarmi, ukvarjamo se pa tudi z načinom, kako pridobiti na lokalnem nivoju financiranja. In danes recimo smo konkretno na primeru dobre prakse športnega društva Invalid oziroma konzorcija iz Ljubljane pokazali, kako je to mogoče in da je to mogoče tudi neke vrste recept, da bi tudi v drugih lokalnih skupnostih zaživeli konzorciji, ki bi skrbeli za razvoj športa invalidov na lokalni ravni. Slovenija v svetu slovi kot športna velesila, saj se naši športniki na največjih tekmovanjih vedno uvrščajo v sam vrh po številu osvojenih medalj na prebivalca. To pravilo velja tudi za največje tekmovanje za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Letos se je v Abu Dhabi, kjer potekajo poletne svetovne igre, odpravila 38-članska delegacija iz Slovenije. Ali ste se pogovarjali tudi o zgodovini, kajti vem, da je bila Slovenija zelo uspešna na teh igrah v preteklosti. Je to motiv ali dodaten pritisk za ekipo? To je seveda motiv, to sprošča. Sigurno bomo kakšne uspehe pripeljali domov tudi letos. Zgodovina pa sega, kot veste, svetovna specialna olimpijada ima letos svojo 50-letnico in tudi v Sloveniji že to preko 26 let sodeluje Slovenija na igrah specialne olimpijade, tako da je to res kar dolga doba, imamo izkušnje, imamo tradicijo in tudi to bo verjetno pripomoglo k naši uspešnosti. Koliko časa in kako ste se pripravljali na ta velik dogodek? Ja, to smo pa kar nekaj cajta pripravljali. Pravijo, da brez kondicije nič ne gre, tako pravijo, tudi novinarji pravijo tako. Bil sem v Mariboru na treningu, ampak je bilo zelo odlično. V Abu Dhabiju pa upam, da bo šlo še na boljše. Bomo videli. Sistem v sami specialni olimpijadi, sistem tekmovanja je tak, da vsak tekmuje z sebi enakimi, podobnimi po sposobnostih in zaradi tega se potem ustvarijo skupine v 3 do 8 tekmovalcev. Zaradi tega je mogoče število medalj nekoliko večje, ker pa ne gre, bom rekla, v tem samo za športni dosežek, ampak tudi za neko vsesplošno socializacijo oseb z motnjami v duševnem razvoju, je to potem še neka dodatna vrednost. Za to tekmovanje sem se pripravil kar dolgo časa. Dvakrat na teden sem hodil v klub trenirati in namizni tenis treniram 5 let že. Tudi judo treniram 15 let, sem odličen športnik in zelo obožujem te dva športa. Zato moja želja je bila, da se uvrstim na take svetovne igre in mi je res uspelo. Sem zelo ponosen nase in na moje starše. Želim mojim igralcem vso sreče, veliko uspeha in želim čim več zdravja, da se bomo tako zastopali, tako se naprej zastopimo
in da bo naš trener naredil tako treba ekipo. In želim pozdraviti vse moje prijatelje in prijateljice iz Ljubljane in z Koroške tudi. Nov mesec, nov izziv, tokrat oddajo z morem in rubriko 1 na 1 gosti Cirius v Kamniku. Obiskali smo Timoteja Šoša, ki je odličen v boči in nas bo tudi malo podučil o tem športu, na to pa se bom z njim tudi pomeril. Timotej mi je razložil pravila in zdaj torej sledi izziv 1 na 1. Pomerila se bova torej v boči in upam, da bom spravil svojo, ne vem ali bo rdeča ali modra kugla bližje beli, določil bo vse skupaj žreb, sem pa videl, da je Timotej res odlično pripravljen, tako da mislim, da imamo favorita za ta dvoboj. No, tako da ja, bomo videli, no, vsej, kdo je boljš, a jaz ali pa moj nasprotnik, no, tako da pričakujem zelo, zelo odbito borbo, no. Ja, no, tekma je bila zelo, zelo težka, zelo borbena, ampak kot vidite, a ne, sem pač izgubil za eno točko, ki je bila tudi v prvi rundi, tudi bila ena, ampak ja, no, iz napak se učimo, a ne, tako da, ja, vse pohvale mojemu nasprotniku. Je nič zahtevna tekma, mislim, da predvsem začetniška sreča. Timotej pa je dokazal, da bo s treningi napredoval in mislim, da bo tudi izpolnil tisti svoj sanjski cilj, nekoč paraolimpijada, in mislim, da bomo o tem fantu še veliko slišali. Pa hvala seveda tudi Ciriusu, da nas je gostil v tej prekrasni dvorani in lep pozdrav do prihodnjič. Leto 2020 bo zelo športno leto, saj bo takrat Japonska gostila olimpijske in paraolimpijske igre. Nedavno je v sklopu priprav na igre deželo vzhajajočega sonca obiskala delegacija Zveze za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijskega komiteja.
Ja, zaposlenima Zveza šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite in selektorico paraolimpijske plavalne reprezentance Jano Čandar in pa Primožem Jeraličem smo si šli ogledati možnosti za priprave pred paraolimpijskimi igrami v Tokiju. Šli smo v Fukui City in v bistvu smo bili zelo navdušeni. Če vas poprašam po nekaj konkretnih odtisih, kaj vam je bilo najbolj všeč, kaj je na vas naredilo največji vtis in kaj vas je morda presenetilo v zvezi z Japonsko? V bistvu pozitivno sem bil presenečen nad dejstvom, da so nas sploh povabili na ogled kompleksov, možnosti za priprave in da smo dejansko ocenjevali, ali so realne možnosti ali ne, in da smo si ogledali, kako je prilagojeno za invalide, kako je vse dostopno in v bistvu so Japonci s tem dokazali, da so vzeli samo pripravo na olimpijske in paraolimpijske igre zares, da si res želijo nekih izjemnih iger. Če začnemo pri športnem področju, kar je bila naša primarna naloga dol, je to, da so nori nad čistočo. Sicer za nas Evropejce, pa mogoče tudi za zahodnjake je nenavadno, da ko priješ v športni objekt, se moraš sezuti, obuješ usnjene copatke in potem v teh usnjenih copatkih hodiš po celotnem objektu. Ravno tako, ker sem jaz uporabnik vozička, sta mi dva vedno obrisala gume, da sem imel čiste gume in da sem šel po parketu, po dvoranah. To je z tega športnega vidika, kar se pa tiče turističnega, je pa njihova izjemna prijaznost, naklonjenost, vljudnost. Tako da ja, Japonska mislim, da bo tudi nek presežek, kar se tiče olimpijskih in paraolimpijskih iger. Šport ni nujno povezan zgolj z najrazličnejšimi tekmovanji. Omogoča tudi zelo zanimive dejavnosti v zakulisju. Recimo dan, ko se športniki prelevijo v fotomodele. Takole je v sodelovanju Zveze za šport invalidov, Paraolimpijskega komiteja in Lidla Slovenija nastajal letošnji koledar. Koledar, na katerem so glavni junaki športniki, ki vsak dan premikajo meje mogočega. Jaz sem v bistvu začela, starši so me prvič postavili na smučanje pri kakšnih 5 letih, potem so me dali kar v tečaj smučanja in potem se je kar naprej nadaljevalo v klubu, v velenskem klubu Nordika. Zakaj mi je bilo všeč? Nasplošno tudi zaradi kluba, kjer je bilo veliko še otrok in smo se res imeli velikokrat fajn. Tudi to je bilo en pomembnih povzročiteljev, zakaj mi je bilo všeč smučanje, da mi ni bilo treba sedeti v šoli tistih 5 ur oziroma 6 ur. V bistvu pri meni je šport že skoraj življenje, z njim se ukvarjam že od malih nog, dal mi je zelo veliko neodvisnosti, samozavesti, tudi ne nazadnje moči. Ja, šport ti zelo pomaga organizirati na splošno življenje, ker, kot sem že povedala na začetku, si zaradi tega zelo neodvisen, discipliniran. Tudi v šoli sem imela zaradi tega, bi lahko rekla, boljše rezultate, ker meni dejansko, bom rekla po domači, šport prelufta možgane in se ravno zaradi tega tudi lažje učim. Zdaj zaradi gluhote tudi ne morem skozi poslušati, to mi kar hitro koncentracija pade, sem bolj
človek, ki rajš bere in se s tem več naučim, zato sem tudi tako delala v šoli. Ja, jaz imam v bistvu to okvaro sluha že od rojstva, vendar sem na začetku bila lahko naglušna, nisem izgubila čisto sluha in so mi šele v bistvu pred 2 letih se začeli opažati, da dejansko ne slišim dovolj dobro, zato sem dobila slušne aparate. Potem pač zaradi tega so tudi potem me starši dali v smučanje, zaradi tega, ker so vedeli, da Zveza za šport invalidov oziroma Zveza gluhih podpira smučanje in košarko. Zato je potem tudi bilo lažje, kar se financ tiče. Kaj bom rekla, potem v šoli, samo zaradi staršev v bistvu lahko rečem, da lahko normalno komuniciram, da govorim tako, kot govorim. Zato, ker takrat so še bili v bistvu, je Zavod za gluhe želel, da gluhi otroci grejo k njim, tam bi se v bistvu učila samo kretnje, ampak tega mama ni želela, ker v bistvu že imam eno sestro, ki pa je bila čisto gluha, oziroma rodila se je z 2% sluha, pa še to je potem izgubila, ampak je vseeno mama naučila z branjem knjig, brala je iz ustnice, da se je naučila govoriti, je naredila lepo osnovno šolo, gimnazijo, tako kot jaz tudi, in zato se lahko samo njim zahvalim, da lahko tako živim, kot živim. Ja, v bistvu to te naredi močnejšega. Moraš neko večjo vero, kot recimo slišeči, sem mogla neko večjo vero prestopiti, ampak s tem sem se tudi veliko naučila in ker mi je to uspelo, lahko sedaj normalno komuniciram. Zdaj v prostem času bom lahko rekla, da ga nimam ravno veliko, ampak kadar nimam teh športnih obveznosti, se ukvarjam z šolo, torej študijom živinoreje, tle v Ljubljani. Poleg tega imamo doma še kmetijo in tudi tam pomagam, zato imamo tudi dela nikoli ne zmanjka, bom rekla. Drugače pa hobiji moji so pa, ravno pred kratkim sem si naložila aplikacijo za učiti se kitaro igrati na mobitel in zdaj to, kadar imam čas, poskušam se naučiti, ali pa španščino, tako da se tudi kaj najde od tega. Šport je zelo odlična stvar, zato se ga lahko lotite brez strahu, lahko tudi z mojim motom, neč bat križat. S to mislijo se za danes poslavljamo. V naslednji oddaji pa tudi vse o dosežkih slovenske odprave na svetovnih igrah v Abu Dhabiju. Nasvidenje! Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.